zelo priljubljeno prevozno sredstvo, zaradi tega, ker pač so hitri, tihi in na kratkih razdaljah seveda zelo učinkoviti. Seveda pa so lahko hitri tudi v cestnem prometu nevarno za druge udeležence v prometu, predvsem pa za sebe. Ravno zaradi svoje hitrosti, te tihosti, jih seveda drugi udeleženci ne zaznavajo, tako kot recimo zaznavamo osebne avtomobile. Če pa ti vozniki ne spoštujejo cestno-prometnih predpisov, je pa to še toliko hujše. Kakšni pa so predpisi? Zakaj sem hotel danes predstaviti vsaj tisto okvirno neke predpise za vožnjo e-skirojev? Na terenu skratka opažamo, da se ne zavedajo vozniki e-skirojev ali pa ne poznajo, da tudi za njih obstajajo predpisi. In če rečem tistega prvega, glede na moja predhodnika, je to, da je treba do 18. leta obvezno uporabljati čelado, seveda jo pa zelo toplo priporočamo, glede na povedano, da jo uporabljajo vsi uporabniki e-skirojev, tudi v kasnejših, starejših letih. Voziti je treba na tistih, uporabljati je potrebno kolesarske steze, kolesarske poti, nikakor ne pločnikov. Če pa teh pločnikov ni, se lahko vozijo po vozišču, ampak znotraj naselja, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h. To se pravi, nikjer drugje se ne smejo voziti. Moram še povedati, da lahko vozijo na območjih za pešce, ampak tam so gostje in tam so glavni pešci, kar pomeni, da morajo voziti bistveno počasneje kot tistih 25, ko jim nekako se dovoljuje, ker pešci tam hodijo s hitrostjo 2 do 5 km/h. Zato, če so tam pešci, je treba hitrost temu prilagoditi in jih se ne sme ogrožati. Kar se tiče e-skirojev, ki dosežejo večjo hitrost od 25 km/h, so prepovedani. Zato je predpisana globa in izločitev iz prometa. Potem pa, zakaj to govorimo? Predvsem zaradi tega, ker policisti obravnavamo prometne nesreče. Recimo v letošnjem letu nekje 134 prometnih nesreč smo obravnavali. Seveda vse te številke, kot sta jih moja predhodnika povedala, so nesreče, ki niso storjene v cestnem prometu. To pa pomeni, da se vozijo kar nekje, kjer pač to seveda ni dovoljeno, oziroma ne pomeni, da je to javni cestni promet. Kaj pa hočem pri tem poudariti, je, da se večina teh prometnih nesreč konča z telesno poškodbo. 15 jih je bilo hudo telesno poškodovanih, ostali pa, to se pravi 92 pa lahko telesno poškodovanih. Le nekaj se jih konča zelo malo v tem prometnih nesreč, brez telesne poškodbe, v bistvu veliko samo s premoženjsko škodo. In vse te telesne poškodbe lahko privedejo do posledic, ki smo jih tle omenjali. In vsaka taka posledica huda je seveda popolnoma nepotrebna. Kar se tiče dela policije, mi seveda smo s pojavom e-skirojev zelo bili ta glavni in vztrajali, da se spremeni prometna zakonodaja in da se vsaj določijo neka pravila, ki sem jih v grobem naštel. Ampak seveda smo policisti pri tem še vendarle se mi menimo zelo neučinkoviti, ker se pač to čist ne enači z osebnimi vozili, predvsem pri ugotavljanju teh predelanih e-skirojev, zato smo tudi že na Ministrstvu za infrastrukturo posredovali predloge, da se te stvari izboljšajo. Pri pravilih sem še pozabil eno glavno stvar, to pa je vožnja pod vplivom alkohola in ostalih prepovedanih substanc. Prevladuje mnenje, da je to pa z e-skirojem dovoljeno. Ne, predpisi so popolnoma enaki kot za voznike osebnih vozil, kot za voznike tudi koles. To se pravi, da so zagrožene zelo visoke kazni za vožnjo pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc. Seveda, v imenu policije bi vsem skupaj, oziroma predvsem voznikov e-skiroja zaželel varno udeleževanje
vzdrževanje v prometu, predvsem pa spoštovanje cestno-prometnih predpisov.